Požarnik je bil zelo splošen in moram reči tudi zelo aktualen. Živimo v času sindroma kriz, ni samo finančna ekonomska kriza. Tukaj je vidim krizo, predvsem na področju demografije, krizo okolja, prekomerno izrabo surovin, ne zavedamo se, da živimo v zaključenem nekem sistemu Zemlja, je pač zaključen sistem, ki ima svoje omejene možnosti. Seveda, pa tudi naredimo na krizo vrednosti. Pravičnost je ena izmed vrednot človeške družbe, ki je prastara. In bolj sem omejil na diskusijo o vlogi pravičnosti v pravni državi ali kot se bolje reče pri Sloveniji v delovanju nepravne države. Torej, bolj bom konkreten na naših slovenskih primerov in bom se obrnil predvsem na pravičnost pri delu, pri dolžnostih, na medgeneracijski pravičnosti in pa na pravičnosti v okviru delovanja pravne države. Pravičnost je star izum, že Babilonci so ga izumili, še prej Sumerci, Hammurabijev zakonik je podrobno urejal delovanje takratne družbe in vsaka družba, ki je bolj razvita, mora imeti neka pravila, da se izogne anarhiji. Anarhija je pogubna, je kaotična in destruktivna. Hammurabijev zakonik ni bil samo zbirka 280-270 zakonov, ampak je tudi predvideval uveljavljanje zakonov, sankcioniranje. Law enforcement je pomemben del pravne države. In jaz mislim, da smo tukaj v Sloveniji praktično naredili mnogo korakov nazaj. Slovenija lahko sedaj se, ne bom rekel, pohvali, ampak žalujem na tem, da imamo pravka z neko sistemsko nepravičnostjo. Sistemsko nepravičnostjo, ki je posledica nekega pomanjkljivega delovanja inštrumentov pravne države. Poglejmo si samo tale primer, kako vodi taka nepravičnost neko segregacijo prebivalstva. Na nekaj, katerim je nekaj dovoljeno in na nekatere, ki jim ni nekaj dovoljeno. Menedžerski prevzem. Kdo je lahko izmed nas najel milijonski kredit v evrih, da bi si odkupil neko podjetje, brez kakšnih posebnih jamstv. Jamstvo je za imovina, ki se je odpada. Jaz tega nisem. Torej, izbranci so bili poklicani, da so lahko pravili menedžerski odkup in svojih požrešnosti. So kasneje to zapravili, pa je prišla kriza, niso mogli več odplačevati obresti na te kredite in stvari so šli po zlu. Ampak niso plačali oni pa za praktično ničesar, niso bili sankcionirani. Na zgubi so bili delavci in na zgubi je bila država s tem, ker je na marsikaterem primeru izgubila know-how. Najbolje je, če se zgubi know-how, ki ga je neko podjetje gradilo leta in leta. Naprimer, čez CT, na področju ljudskih gradov, prodorov, domenov, infrastrukture. Ko podjetje propade, se ljudje, kadrovski potencial in blagovna znamka zgubi. Tukaj je nepopravljiva škoda in tukaj je odpovedana pravna država, ki bi pravočasno morala reagirati in sankcionirati tiste, ki so neko podjetje spravili v slab položaj, ga rešiti in podati nekemu novemu vodstvu. Druga stvar, ki je frapantna, ki je v praktično rak naše družbe, je neplačevanje. Neplačevanje za upravljeno delo, za storitve, za blago. To je začaran krog. In začel se je tudi pravzaprav s tem, da so bila nekatera podjetja prisiljena jeti pod ceno s ponudbami za javna naročila, z zavestjo, da ne bodo mogla plačevati potem svojih podizvajalcev. In tem podizvajalci se niso mogli plačevati naprej dol po svoji verigi. In to je šlo praktično v to, da so številni obrtniki, številni delavci ostali brez vsega. To je velik kriminal našega časa, ki je praktično ostal nesankcioniran.
Lahko primerjamo dvoje. Primer Vaskasič. Vaskasič je bil svojega denarja vreden, pač videl je vzor in ni hotel plačevati nekih svojih dolgov, v višini pa povedal. Na koncu, ko je seveda pravna država, ki je za tem primeru funkcionirala, zadolžila hišo. Ampak v nasprotju, pa pogledamo Vegradove delavce, na stotine, če ne 1000 delavcev, je pristalo brez mesečnih razpočkov, svojega dela plačanega, brez socialnih prispevkov plačanih. In sodišče ni reagirala, nobena inštitucija ni reagirala. Ni bilo zapleve premoženja lastnikov Vegrada, odkjer je Tošak. Ni bilo. Torej, dvoličnost. Imamo torej po eni strani, pri enih se pravna država izvaja, pri drugih se ne izvaja. In ta sistemska nepravičnost oziroma tudi posledično koruptivnost v tej družbi, po poročilu OECD leta 2011, smo mi v Sloveniji je percepcija korupcije na 3. najvišjem mestu v državah OECD in zaupanje v delovanje inštitucij države skoraj med najnižji tretjini med državami OECD. Ljudje torej ne zaupajo delovanju pravne države, s tem pa tudi ovirajo gospodarski razvoj. Nezaupanje in pomeni, da težje skleneš posle. Pomeni tudi večji rizik. Banke, ki so prej velikodušno dajale kredite nekaterim izbranim posameznikom, sedaj praktično ne dajo niti tistim podjetjem, ki so zdravi, ki bi lahko preživeli. Torej, čisto narobe obrne svet. Trpi tudi ogled države in država težje najema kredite v inozemstvu. Torej, splošna gospodarska škoda, samo zaradi sistemske nepravičnosti. Torej, rešitev v tem je, da se med ljudmi zbudi ponovno zanimanje za delovanje pravne države, da vedo, da nedelovanje pravne države pomeni njihovo izgubo. In najhuje je, da se politiki tega ne zavedajo, nekateri politiki, ki so se tej odšli. Naprimer, to počnejo, da počnejo rekoč javno, brez sramu, prodajo neko zemljišče in sploh ni njihovo. In potem se požvižgajo na to, da bi bilo treba to kupnino vrniti nazaj, tistemu, ki je bil škodovan. Tega ni. Tudi recimo to se mi zdi javno poskušanje pridobiti nekatere poslance, češ se imajo svobodno voljo, ne glede na njihovo obvezo, na njihovo dolžnost, da so ti poslanci bili izvoljeni na podlagi nekih programov, neke volje voljivcev, ki so se sodelovali neko politično opcijo. Ne. To je javno v tem govori. Brezsramno. Torej, ta brezsramnost nepravne države je postala problematična. In treba bo neizmerno mnogo, da bodo ljudje spoznali, da morajo voliti tiste, ki se zavzemajo za pravno državo in ki se zavzemajo za neko pravičnost v družbi. Druga stvar, ki je tista, ki se tiče javne porabe. Mi imamo praktično hipertrofirano javno pravo, posebno še, če pogledamo glede na našo regionalno ureditev. Imamo ogromno število občin, katere so zelo majhne. Mi se odnašamo, kot bi bila neka velika država, so pa po številu enaki mestu Dunaj. In moramo imeti vse inštitucije, ki ima neka urejena država. Dobro, pa je v redu. Vendar se moramo vprašati, kako efektivno deluje ta javna uprava. Ali je smotrno, da imamo skoraj 300 jasnih komisij, uradov, agencij, odborov, ki v bistvu podvajajo delo obstoječe vladnih inštitucij. Druga stvar je vprašanje, kako v javni upravi izvršujejo svoje delo. Kakšen je cost benefit, kakšen je njihov učinek glede na to, kar država daje tem ljudem za njihovo delo.
Bojim se, da nam manjka nekega sistema, ki bi ocenjevalo kvaliteto dela javnih uprave. Recimo, da zdravniki delajo prekomerno, delajo nadure, tudi medicinske sestre, tudi vojska, policija. Ampak bojim se, da nekaterih upravah pa delajo nekateri pa hodijo samo v službo. Tukaj bi moral posnemati vsaj tak sistem, kot ima neko dobro podjetje, zagotovitev kvalitete dela. In zmerimo delo in tistemu, ki dela dobro, dajmo več, tistemu, ki dela slabo, dajmo malo manj. In morda se bo tem pokazalo, da so nekateri več, a tudi prišparalo se nekaj. Torej, ni treba, da se odpušča na široko, ampak že s tem se da, da se racionalizira sisteme javne uprave, sisteme regionalne uprave, ki se dajo marsikaj prihraniti na nek manj boleč način. Se strinjam se z požarnikom. Tla je treba biti tako predvideti, kot se pečejo majhne ribe. Zelo počasi, ampak trajnostno, z drobnimi rezi, ampak dosledno. In pa ljudje morajo sami spoznati, da niso samo pravice, ampak so tudi dolžnosti. Mi govorimo o človekovih pravicah, doberi pa ne govori o človekovih dolžnosti. Dolžnost pa je, da svoje delo upravljaš točno in ne na račun nekoga drugega. Gospodo ljudje enkrat tega zavedali, da nekateri živijo na račun drugih, da eni delajo na račun, drugi pa uživajo, potem bomo tudi lahko spremenili mentaliteto naših ljudcev. Da ne bomo pa še bolj o korupciji in tako naprej, to je lahko tema za nadaljno razpravo. O medgeneracijskega pravičnosti, kar je že povedal Hubert Požarnik povedal, mi smo pred parimi leti prišli mejo, ko je bilo število mladega prebivalstva do 35 let enako število starostnikov na 65 let in sedaj gremo neusmiljeno, se bo število starostnikov povečalo in vedno manj aktivnega prebivalstva bo delalo za tiste, ki so dosegli mejo za upokojitev, da ne govorimo o podpori javne uprave, pri sorazmerno majhnem družbenem proizvodu svojih območij. 8 milijard evrov, ne, 35 milijard evrov imamo na leto, ne, in proračun države je 11, skoraj 11 milijard evrov, ne. Torej, isto majhen sistem, ki je težko zdržljiv in zato morajo ljudje spoznati, da če hočemo preživeti, gre za eksistenco, da mora vsakdo nekaj prispevati od vrha do dalje. Hvala lepa.